hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Nismo v srednjem veku, ampak govorili bomo pa o parazitih. Zanimivo, vedno več ljudi se sooča s temi težavami, nekateri jo prepoznajo, da je torej vzrok ravno parazit, medtem ko se drugi tega še ne zavedajo. Danes torej o tem, kako jih odpravimo, s čim je to povezano, predvsem v smislu pH ravnovesja. Ja, z določenim znanjem se bomo vrnili v osnovno šolo in vas zagotovo tudi spodbudili k tem, da sami začnete malo meriti svoj pH, to namreč veliko pove. V svoji družbi pa hvaležno pozdravljam dr. Urška Videmšek, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, za sam štart, kateri so tisti simptomi, pri katerih bi mi lahko pomislili, kaj pa, če imamo kakšne parazite? Simptomi so pestri, raznobarvni, bom tako rekla. Včasih jih celo ne povežemo, ker so taki zelo nespecifični. Rečemo težave z samo prebavo. Se pojavljajo, potem se pojavljajo, ne vem, napihjenost, vetrovi, zelo smrdeči vetrovi, potem blato ni prave konsistence, ali smo zaprti. Potem imamo tukaj še občutljivost telesa, neke čudne bolečine, ki jih ne moremo specificirati. Potem nasplošno prebavne motnje, krči se lahko pojavijo. Pa lahko imamo kakšne navale lakote po točno specifični hrani. Zdaj, ali je to sladko, ali je to slano, ali je to mastna hrana. Potem lahko se pokažejo težave s kožo, razdražena koža, srbeča koža, tudi lasišče lahko fajn srbi. Potem se pa začnejo kazati tudi stvari na čustvenem nivoju, smo zelo razdražljivi, taki, ki bi rekla, nestrpni, zelo smo nerazpoloženi, ali vzhičeni, ali res zelo čustveno eksplozija se lahko dogaja. Oziroma se lahko potem pojavi še tudi nespečnost, v končni fazi se pa tudi pokaže kakšne alergije na hrano, kakšna koprivnica. In to vse paraziti povzročajo? To vse paraziti povzročajo. Pa kaj, živimo premalj čistem okolju ali v čem je finta? Dejansko paraziti so ves čas okoli nas. Moramo vedeti, da živimo v neki taki toksični juhi in paraziti so vse povsod okoli nas in z njimi se lahko okužimo praktično vse povsod. Majčkeno pomanjkljiva higiena rok, potem ni pravilno termično obdelana hrana ali pa ni dovolj oprana. V končni fazi lahko tudi preko pika insektov se okužimo z samimi paraziti ali pa preko domačih ljubljenčkov, če nismo dovolj pozorni na samo higieno. Evo, če tudi sami razmišljate, mogoče pa so paraziti ali pa ne, lahko en tak informativni test brezplačno opravite na klepet@kavi.si pod zavihkom brezplačno. Tam boste torej dobili lahko več informacij. Zdaj pa, kako je povezano pH ravnovesje dejansko z prisotnostjo parazitov? Tukaj se zdaj na podlagi mojega raziskovanja meni poraja nekaj vprašanj in sicer malo sestavljam kocke skupaj. Slišala sem iz strani dr. Korepanova, da je prisotnost parazitov, on je ruski zelo poznan onkolog, da je prisotnost parazitov vedno platforma za razvoj raka. Potem pa vem, da je tudi v ne vem katerem stoletju že bila celo, mislim, da Nobelova nagrada na temo vzrok raka v smislu potreba po alkalizaciji oziroma razkisanju, torej zakisanost. Zakisanost je pa, vemo, kisel pH. Zdaj, to je zdaj malo povezan skupaj. V kakšnem smislu je zdaj ta pH pa paraziti, kako so dejansko povezani? Kako to gre? Prvo kot prvo moramo vedeti, da v kakem okolju živijo radi paraziti. Paraziti ne marajo kisika. Neki ja, ampak nimajo pa radi, da je njihovo okolje zelo oksigenirano. Poleg tega oni imajo radi res ta bolj nizek pH, ta zakisanost, o kateri govoriš, to imajo radi. In radi imajo, da je to okolje stabilno. Da ni teh vnosov kisika, ker to je njim omogoča, da se oni lahko normalno razmnožujejo, normalno uživajo, imajo lagan život, tako pravimo po domače. In kadar se ta zakisanost resnično v telesu pojavi, pa to je idealno za njih, da lepo delajo zgago v nas,
Mogoče od začetka niti še ne opazimo toliko, problem so pa njihovi toksini, ki jih sproščajo. Ne? Ti toksini so zelo velik problem, ker nam res potem začnejo delati težave, o katerih sem govorila prej na začetku. Hkrati s temi težavami se pa lahko tudi začnejo ali kakšne rane, potem tudi rak v končni fazi, naslednja stopnja je tudi ta, oziroma tudi druge avtoimune bolezni se lahko razvijajo. Nešteto tlele stvari, ko bi lahko govorile. In tukaj je ta problem pri samih parazitkih. Oni imajo radi tako kislo okolje in bolj, ko smo zakisani, bolj jim delamo uslugo. Res je. Kaj pa, če mi začnemo dejansko, recimo midve bova danes zagotovo omenili tudi paket alkalizacija, ki je sestavljen iz, kar grozne slike, ki je sestavljen torej iz ekozelenja, torej čisti klorofil, ki ogromno kisika prinese v telo, in pa mineralne kapljice, ki tudi v trenutku spremenijo dejansko pH našega telesa. Kaj se bomo s tem tudi prišli do tega, da bojo šli paraziti stran? Je to tisti način, da bomo mi odvzeli to fajn okolje, ta dober život teh parazitov? Je. Prvo kot prvo, ko se mi lotimo odstranjevanja parazitkov, moramo res hrano. Prvo se moramo lotiti hrane in zopet smo tukaj, da izločimo vse, kar je sladkega, vse, kar je potem mleka, mlečnih izdelkov, žita z ogromno glutena. Jaz bi tukaj rekla, da je najboljše, da gremo na brezglutensko prehrano. Potem, da se izloči tudi meso. Predvsem svinjina je tle kritična. Meso ima lahko tudi parazite noter, Tudi. In to tako, ki ni čez rok. Točno. Zato, ker vemo, če ni žival razglistana, imajo živali parazite, potem mi to meso kupimo, ga ne obdelamo pravilno termično in smo zopet v tem krogu. To je tisto. Zdaj, tako da, kar se tiče mesa, dajmo ga izločiti, če se le da, ali pa se zmanjšati količino, pa termično pravilno obdelati. Se pravi, lahko tukaj postavimo hipotezo ali pa celo trditev, da ljudje, ki uživajo mleko in mlečne izdelke pa meso, imajo več možnosti za parazite, kot pa ljudje, ki tega ne uživajo. Res je. Ker tukaj pri rastlinah... Več mesa uživaš, več možnosti za parazite. Točno. Pri rastlinah vseeno ti opereš, že ker nekako imamo v mislih, v zavesti imamo, da ti, ko utrgaš jabolko, je bo šel najprej oprat. Pri mesu pa niti ne razmišljamo toliko o tem. Sploh, če pomisliš na vse tiste salamce, pa tam niti ne razmišljaš, kaj je v ozadju. Teda tu moramo biti res na to higieno hrane zelo pozorni. Zdaj pa tudi je tako, Paraziti imajo vse te stvari radi, in cukor, in mleko, in meso, gluten, oni imajo to blazno radi. Se pravi, mi njih nehamo futrati in oni pomrejo, po domač povedan. Zdaj tukaj na tem seznamu vidimo najboljša protiparazitna hrana, klinčki, česen, bučna semena in kokosovo olje. Točno. Česen je en tak, česna nima noben rad. Noben mikroorganizem ga nima rad, tudi parazitki ga ne marajo. Praktično vseh, vseh lukovk. Tako da tudi čemaža, drobnjaka, noben parazit tega ne mara, ker jim učinkovine ne odgovarjajo. In ko mi začnemo odstranjevati parazitke iz telesa, poleg hrane, je fajn, da česen dodajamo. Zdaj, kakorkoli, lahko ga zobamo, ker meni tudi to ni všeč. Jaz sem našla najboljši način, naturopatski način, naturopatinja ga je priporočala in meni je ta način najbolj optimalen. Narežem kolobarček, tabletko vzamem, vodico spijem. Ok, naslednji. Narežem, spijem, ampak na drobne kolobarčke si narežem. Pri meni gre pa tinktura čez, to ne gre. Pa rečemo, pri naši hiši uporabimo ogromno česna. Res, mi praktično živimo na česno pa na čebulje. Ampak tak način ne gre, tinktura je tista, ki gre pri nas. Tinkture pa imamo mi na hektolitre doma. No, jaz se držim, ga olupim, pa pol grem. Pa tudi ta mali sem ga že spravila. Dam ga malo v med. Oziroma na žličko dam, pa dam med,
pa noter, ne, pa potem ta mali dan, ker ta mali imajo dosti probleme s paraziti, ne? Ja, oni imajo sploh problema, ne, ker pač otroci vse pošlatajo, vse okusijo, ne, in problem je tudi to, da si med seboj prenašajo, ne. Pri otrocih je zelo velik problem tudi ta, ker njih ridka srbi. In tam parazitki odlagajo jajčeca, sploh te gube danke, ne, in ko se otroci praskajo, enostavno prenašajo naprej. No, meni se je zgodilo kar nekaj let nazaj, jaz sem veliko potovala in to z nahrbtnikom in vemo, da to, ne. In se mi je zgodilo, da sem dobila podančice. Mene je bilo tako sram. Mene je bilo tako sram, da sem rabila pol dneva, da sem sam partnerju povedala, a ne? Da se mi zdi, da se nekaj dogaja. In pa sem naredila akcijski plan, a ne, vsekakor sem ful se zalkalizirala, ampak ful je sramu povezan s temi paraziti, no. Ja, res je, ker še vedno imamo nekje v mislih, da to ni tegoba današnjega časa, ampak to je staro, to je bilo v začetku prejšnjega stoletja, ne. Ampak dejansko so zdaj tudi, pred kratkim sem brala ravno eno raziskavo, ki so dokazali, da nekje 2 kilograma imamo mi teh parazitkov. Do 2 kile parazitov? Do 2 kilograma jih lahko imamo, ne. Ja, in tega se noben ne zaveda. Ne? Vidiš, bom shujšala ne v maščobo, ampak v parazite. Ojoj. Ja. Torej, klinčki, česen, čebula, bučna semena. Bučna semena, potem imamo, tako sem rekla, propolis, timijan, potem origano. V bistvu vse, kar imamo že tak ali pa tak v domači lekarni, je super za parazitke, ne. Tudi brinovo olje, recimo, pri otrocih se fantastično obnese brinovo olje, ne. Super. Tako da to je, ne, fajn za pomasirati in pa seveda jaz bi še tukaj dodala za alkalizacijo, ne, ker vemo, da paraziti imajo radi pač nizek pH, ne. Jaz bi kar dodala tele kapljice mineralne, ne, ker minerali takoj dvignejo pH organizma, ne, sploh v tekoči obliki, to gre še toliko hitreje. S tem tudi pomagajo, da se ne samo v črevesju, ampak dejansko vsaka celica bo te minerale dobila. Hkrati pa tudi prinesemo še kisik zraven jaz bi rekla, kar z zelenjavo, temnolistna zelenjava, tako da jaz bi si tukaj tudi z ekozelenjem pomagala, ne, da čim več kisika pride, da res zmotimo te parazitke, ki ne marajo preveč kisika, ne, ker jih moti pri njihovem procesu. Se pravi, spremeniš pH in paraziti se bojo rekli, lej, tle pa zdaj ni več zame dobro okolje, odhajam. Res je, ampak traja to majčken časa, ne, to ne bomo rešili v 10 dneh ali pa v enem tednu, ampak to traja nekje 3 mesece in v tem času je treba se držati. In kar se hrane tiče, in kar se potem tudi vseh teh dodatkov tiče, ne, tako smo rekli, česen, klinčki, kurkuma, ingver. Iz vseh front napadiš, ne? Na vseh fronte, s tem, da ko bo 3 mesece mimo, ne reči, zdaj pa je to. Treba je nadaljevati s tem. Treba nadaljevati. Česen sploh, ne? Ja. Krasno. Evo, danes imamo za vas tudi darilo in sicer zraven tega paketa alkalizacije, ki je sestavljen torej iz mineralnih kapljic in ekozelenja, boste dobili zraven brezplačno pH lističe. pH lističi so pa namenjeni temu, da jih A polulate ali pa B z slino in izmerite svoj pH. Enkrat na 3 dni se imate zraven napisana navodila, zato da lahko spremljate, kako dobro vam gre spreminjati pH. Točno, to je ključnega pomena, kadar se mi lotimo samih parazitkov, ne. In ne sme biti kisel, ampak tako rahlo, alkalen, ne, to imajo celice naše najrajši, da lahko normalno funkcionirajo, paraziti pa tega ne marajo, ne. Zato jih bomo tudi počasi začeli odstranjevati iz organizma. Tudi vse, moramo vedeti, da parazitki niso samo tisti, kar si vsi predstavljamo, ne, kot nek črv, no bom jaz zdaj malo karikirala, ne, ampak tukaj bomo tudi odstranili tudi vse razvojne faze, vse od glist, mislim, od ličink, jajčk, v bistvu vse te larvice, vse te faze bomo mi potem tudi izločili iz organizma. Zakaj se toliko parazitov pojavlja ravno po okužbah? Se pravi, po prebolelem covidu in podobno.
Zdaj, same okužbe, v bistvu, ne glede na to, kdo je povzročitelj, ne povzroči to, da se v telesu začnejo delati vnetja. Lahko skrita, lahko točno se ve, ker čutimo tudi bolečino, ne, tam je vnetje. Sama vnetja povzročijo to, da se začne pH na tistem mestu spreminjati, to se pravi, zopet smo tukaj pri kislem pH-ju, ne. Hkrati pa telo se ne more boriti kar naenkrat z vsemi temi okužbami in enostavno mu tudi zmanjka moči, da bi res vse te okužbe saniral, in zato smo mi v nekem takem kislem okolju, naenkrat so vse te naše celice, ne. In tukaj je problem, ne. Poleg tega se pa še naša črevesna mikrobiota začne spreminjati, ker kakršnakoli okužba, ki pride v organizem, povzroči, da se začne biom spreminjati, ne, na račun slabih mikroorganizmov. In smo zopet v nekem začaranem krogu, ker slabi mikroorganizmi se začnejo množiti, paraziti imajo raj na zemlji in je to ta povezava, ne. To je ta povezava, ne. Pa še ni dovolj kisika v krvi, ne, ker je pač kislo okolje, zakisanost povzroči tudi to, da se kri zgosti in ne more prenašati toliko kisika, kakor bi ga celice potrebovale, in je to začaran krog. Hvala lepa za vse te informacije. Zraven bi dodala samo še podatek, ki ga je podal dr. Korepanov. Ocenil je, da več kot 95% ljudi ima parazite in težave z njimi, tako da dajmo mogoče ne spregledati tega in dajmo v svojem telesu ustvariti ustrezno okolje. Kot smo rekli, v vaši prehrani naj se pojavijo česen, čebula, klinčki, kokosovo olje, bučna semena, bučno olje, potem na koncu tudi lahko. Upoštevate lahko še marsikaj drugega, kar je povedala tudi dr. Urška Videmšek, ki je, če ste po covidni okužbi, posnela krasno spletno predavanje. Poglejte si ga, imenuje se Okrepimo telo po preboleli okužbi, sicer pa alkalizacija telesa, tale krasen paket, ki ga danes priporočajo Klepetovi strokovnjaki, torej mineralne kapljice in pa eko zelenje skupaj, zraven pa dobite darilo in to so lističi, pH lističi, s katerimi lahko torej ali slino ali pa urin testirate in tako boste videli, kaj se dogaja z vašim stanjem, vašim pH stanjem v vašem telesu in na takšen način boste tudi videli, kako napredujete. Pa boste dobili še več motivacije za to, da si boste zvečer malo več česna porivoščili.